Naš SLS-ov bodoči predsednik, ne sicer moj, ker nisem v stranki, ampak SLS-ovski Bojan Šrot. Kaj delate? Spletni dnevnik, ali kaj? Ne. Dajte mi meni nekaj povedati na hitrco. Era bratov Podobnik se zaključuje in nastaja era bratov Šrot. Ali je to res ali je to floskula? To je floskula. Ali... Navite Šrota za kurla že zove. Ne, počakaj. Ali mislite, da vaš brat Boško, ki je direktor pivovarne, ne bo imel nobenih pomoči vaše stranki v smislu denarja, svetovanja, ugleda direktorskega in tako naprej? Nisem razumel čisto vašega vprašanja, da bi mu stranka pomagala pri čem? Ne, da bo on pomagal stranki, kakorkoli. To drži ali mislite, da se ne bo mešal? Sem prepričan, da se ne bo v nobenem segmentu mešal delo stranke. Jaz mislim, ne vem, če sem točno zvedel, ampak vi ste trije bratje Šrot, ne? Drži. Ali res drži potem, da je eden v SD-ju, eden bo zdaj šef SLS-a, tretji je po LDS-u? Ne drži. Kaj pa pol drži od tega? Da sem jaz predsednik SLS-a. No, boste, niste še, ampak okej. V redu. Dobro se drži. Recimo, da mi je že predsednik volilne komisije prišepnil rezultat. Dobro. Koliko ste pa dugo? Soglasno. V redu. No, potem mi povejte, gospod Šrot, kaj v bistvu pričakujete, da bo stranka v tem letu do naslednjih parlamentarnih volitev naredila znotraj stranke in kako boste dosegli to magično, oziroma presegli to magično mejo 10%? Stranka bo danes dobila novo vodstveno ekipo. Mi to vedno poudarjamo, da smo stranka ekipe, ne posameznika, nov posodobljen program in 10% za nas ne predstavlja magično številko, kajti Slovenska ljudska stranka je imela še nedolgo tega nazaj, recimo leta 96, že skoraj 20% podporo na državno-zborskih volitvah. To je res, ampak sta brata Podobnik nekaj zašuštrala, kako se spomnimo, ne? Zdaj me zanima, boste tudi morda vi z brati zašuštrali spet kaj pred 2012, kjer bi morda stranka imela tudi čez 20% spet, ne? Se ne strinjam z vami, da bi brata Podobnik kaj zašuštrali, ampak je to v politiki pač normalno. Sponi in paci so tudi normalen sestavni del politike in jaz ne vidim razlogov, da ne bi uspeli si povrniti zaupanje volivcev, kot smo ga že nekoč imeli. Se vam lahko zgodi trd padec na tla, če ne presežete 10% naslednje leto? No, seveda, to bo pomenilo neke vrste razočaranje, vse zame osebno. Zdaj pa še ena druga tema, ki zdaj razburkala politiko v Sloveniji in sicer vi ste tudi, boste sicer, no ali pa ste že, kako rečemo temu, predsednik SLS-a, ki je koalicijska stranka, podpirate vlado trenutno. Ja, SLS podpira vlado. Kaj pa mislite, da se bo zgodilo v ponedeljek zvečer v Državnem zboru? Mislim, da bo potekalo glasovanje o zaupnici vlade. Kaj pa mislite, da bo rezultat tega glasovanja? Jaz tako rečem za Slovensko ljudsko stranko, da bo to vlado podprla. Ali ste že morda razmišljali, da bi se mogoče že pripravljali na predčasne volitve kot stranka? Če bo potrebno, bomo to tudi storili, vendar trenutno kaj takega ne pričakujemo. Jaz mislim, da bodo vse parlamentarne stranke vendarle zmogle toliko odgovornosti in poiskati dialog in konsens. Slovenija se v tem trenutku resnično nahaja pred pomembnim dogodkom, kot je predsednikovanje Evropske skupnosti, ki je pomembno ne za vlado, ampak za državo in njen ugled kot celoto. Kaj pa tehnična vlada, če se zgodi, se pravi ta črni scenarij, da vlada sicer ne dobi zaupnice, odstopi, išče se nov tehnični mandatar, bi morda bili pripravljeni ali biti ta mandatar ali pa stvoriti tako koalicijsko neko vlado tehnično? Kaj bo, ko bo, če bo, se bomo pogovarjali, ko bo. To je res, ampak ne bi sam še nekaj drugega zaupite. S kakšnim avtom ste se pripeljali danes v Ljubljano, s kakšnim avtom se boste vozili naslednje leto? Jaz se vozim z Renaultem. Danes me pa pripeljal prijatelj, smo se trije pripeljali. S kakšnim avtom? Z Mercedesom. Vam vodi taka luksuzna limuzina? No, jaz mislim, da ni, ne vem kako luksuzna limuzina. Jaz imam tudi sicer zelo solidno avto, Mercedes in
za ljudi, ki so veliko na cesti, mislim, da je prav, da imajo varno avto. Kdaj boste imeli v bistvu neko zabavo, vi trije bratje, ko boste postali predsednik, je to danes zvečer že ali v naslednjem tednu? Ne bomo imeli zabave, nismo nič takega predvideli. Ne boste nič zapilali, kaj, porka duša.